Pozdravljeni v vlogu 102. Danes vam bom pa malo povedal od Nove Zelandije. Zdaj se približuje čas, da je junij, midva pa odhajava v Novo Zelandijo konec oktobra, torej imamo junij, julij, avgust, september, oktober, kar pomeni približno 5 mesecev še delava, še malo šparava, pa bova šla pa na potovanje za vsaj 6 mesecev. Ampak da bo potovanje kar čim bolj dobro splanirano, sva v tej fazi se že malo posvetovala z različnimi ljudmi, ki so že tam bili. In ravno danes sva šla tudi na pijačo z eno punco in sva malo izvedela. In zdaj sva ful v dilemi glede tega, ali bi vzela avto, ali bi vzela avtodom. Pri avtodomih je tako, da pač če ga ti kupiš recimo torej če prideš tja v oktobru, je to nekako spomladi. In avtodom je takrat lahko kupiti, jih je veliko, ne. Ga recimo kupiš za 6 000 primer, pol pa ti si tam do poletja, to je pol recimo, ne vem, marec, april, pol se pa začne tam zima. Pol je pa problem v tem času avtodom prodati, ker vsi avtodome prodajajo in potem recimo ta punca nama je povedala, da avtodom je kupila za 6 000, dejansko enemu letu ga ti ne iztrošiš toliko in ga je prodala ful poceni, ga je prodala samo za 3000. Ampak ga je mogla prodati, ker je imela pol karto in do tistega dneva na vse ali nič avtodomu se je mogla losati in pol je nastal problem. Zdaj sva tudi midva ful v dilemi, a bi vzela eno ali drugo. Pol tam sta tudi dva otoka, en je bolj mrzel pol, na enem so malo višje temperature. Glede služb pa bi že prej se na katero službo prijavila, preden bi šla tja, ali bi začela s službami šele pol, ko prideva tja, pa jih od tam iščeva, greva od vrat do vrat in pripravi svoj CV, življenjepis in pač pol dobiš službo nekako. Tale opcije imajo Kiwi ljudje, tudi tako se reče tem na Novi Zelandiji, rajši, da se osebno predstaviš. Pol pa tudi ne veva, a bi rajši nekako delala v nekem mestu, kakor recimo Auckland, par mesecev, da zaslužiš, pa grejo pol potovat za par mesecev, ali si pač vzamejo avtodom in bi recimo ene 2 tedna prvo porabiva, torej da urediva bančni račun in pa ta davčna številka, pol bi pa lahko šla še delat in bi lahko začela z recimo temi deli v kmetijstvu, kot so obiranje sadja oziroma obiranje češenj. To je zelo popularno, ampak sicer to se dela zunaj, na soncu pogoji so težji in je ful enih vprašanj so pred velikimi dilemami, kaj izbrati, kaj bi bilo boljše, da bi na koncu nekaj še zaslužila, da ne bi šla čisto v minus. In pa prvotni najin cilj je to, da čim več odneseva. Midva greva sicer tja, da bova čim bolj napredovala po angleščini in se zavedava, da samo potovanje zapraviš veliko denarja, ne dobiš pa, nisi toliko v stiku z ljudmi, kot če si nekje na nekem delovnem mestu, kjer si primoran sodelovati, kjer si v tem procesu in nekako pol tudi lažje napreduješ. Tako da zdaj še malo iščeva informacije in
upava, da dobiva čim več pozitivnih informacij, da nam bo potem čim lažje, ko dejansko pride mesec oktober in ko bo čas za odhod v Novo Zelandijo. To je bilo v današnjem vlogu vse. Upam, da vam bo vlog všeč in se vidimo naslednjič.